zgolj protokolarni okras. Polaganje vencev, rokovanja na rdečih preprogah, obiski vrtcev, preoblačenje v delavske kostume in neskončna serija infantilnih selfijev na Instagramu. Prebivalk in prebivalcev te države vam je zaupalo svoj glas. Slaba 2 milijona nas zagotavlja vašo plačo in od vas pričakuje izpolnjevanje predsedniške funkcije. Ne rabimo klovna, da nas zabava. O državotvornosti, sodelovanju in spravi. Ljudje pričakujemo od predsednika, da bo etična in moralna avtoriteta v državi. Ponavljam, ljudje pričakujemo od predsednika, da bo etična in moralna avtoriteta v državi. Še toliko bolj je to nujno in tudi ustavno predvideno v časih krize. In Borut Pahor, če v vašem Instagram mehurčku tega slučajno niste opazili, je kriza tukaj. Slovenska tiskovna agencija je že 160 dni brez financiranja. Ljudje smo sami zbrali že več kot 270 tisoč evrov za njen obstanek. Koliko ste zbrali vi? Koliko plač bo zagotovilo vaše odlikovanje? Razpis za evropske javne tožilce je bil povsem protipravno razveljavljen. Potezo vlade so obsodili v Evropskem tožilstvu in na vseh ravneh državnega tožilstva. Kaj ste storili vi? Predsednik vlade zmerja Evropsko komisarko za človekove pravice, ker je izpostavila očitne napade na svobodo medijev in svobodo zbiranja v Sloveniji. Ste preveč zaposleni na Instagramu, da bi opazili, kako neuravnovešeni pacient sramoti celotno državo na Twitterju. Ministrstvo za kulturo je v tem tednu podelilo status organizacije v javnem interesu društvu, ki odprto zagovarja teorije rasne čistosti. V naši novi resničnosti je v javnem interesu društvo, katerega predsednik je bil zaradi fizičnih groženj mirnim protestnikom obravnavan s strani policije. Društvo, ki je ustanovilo samodeklarirano fašistično novinarsko agencijo NTA, je v javnem interesu. V dobrem letu smo... Ne, nikakor. V dobrem letu smo prišli do točke, kjer je društvo, katerega ključni člani so tetovirani z neonacističnimi simboli, v javnem interesu. Je to skladno z vašo vestjo, gospod predsednik? Vsa večja podjetja in medijske hiše se sistematično prodaja madžarskim kupcem. Če jih naštejemo samo nekaj, OMV, NKBM, Planet TV, Projekt Drugi tir, Emonika in tako dalje. Kadar najboljši ponudnik ni madžarsko podjetje, se prodaja zaustavi, kot se je zgodilo na primeru Telekomove hčerinske družbe TS Media, ki ima v lasti portal Sjov.
Je to delovanje za blaginjo Slovenije ali razprodaja države za politične usluge? Vse okoljevarstvene organizacije v državi so složne, da bodo dopolnitve zakona o vodah onemogočale dostop do vode za prebivalstvo in da bo lahko zaradi interesov kapitala ogrožena tudi pitna voda. Ali voda ni del naše skupne blaginje? Boste pozvali ljudi na referendum, gospod predsednik? Socialnega dialoga v Sloveniji ni več. Po enem letu brezplodnih prizadevanj za vzpostavitev konstruktivne komunikacije z vlado je bilo 5 sindikalnih central prisiljenih izstopiti iz ekonomsko-socialnega sveta in se nam pridružiti na ulicah. Imamo lahko v državi blaginjo brez socialnega dialoga? Ne! Ustavno sodišče je jasno izrazilo stališče, da je pravica do protestov in do javnega izražanja bistvena ustavno zagotovljena pravica. Vladni samodržci pa so se odzvali z ignoranco, posmehom in napadi na suverenost ustavnega sodišča. Pa še vedno doživljamo represijo, nesorazmerno uporabo sile in visoke kazni. Je to zagotavljanje ustavnega reda, ki naj bi ga vi spoštovali, gospod predsednik? Predstavniki Računskega sodišča, Komisije za preprečevanje korupcije, informacijska pooblaščenka in drugi so bili prisiljeni oblikovati dokument, v katerem se zavzemajo za načela, ki bi morala biti v vsaki normalni demokraciji povsem samoumevna. Delitev veje oblasti, nevmešavanje politike v strokovno delovanje inštitucij, spoštljiva komunikacija in nepristajanje na popolno politično polarizacijo vseh vprašanj v državi. Se boste podpisali pod poziv, ki poudarja natančno ta načela, za katera naj bi se vi sami zavzemali, gospod predsednik? Ali pa vas je preveč strah, da bi s tem razjezili velikega vodjo? Nismo v času politične negotovosti. Smo v času največje politične krize v zgodovini naše države, ko se iz tedna v teden kršijo zakoni in ustava. Smo v času, ko stranke poskušajo prepovedati delovanje drugih strank in svoje člane pripravljajo na državljansko vojno. Obdobjem, ko se bo celotna Evropa zavedla, kako daleč od vladavine prava smo zdrsnili v preteklem letu. In vi, gospod predsednik, ste soodgovorni za to. Vaš molk in vaša leporečenja omogočajo in podpirajo trenutno nevzdržno situacijo. So vaša politikantska izmikanja za vzor prebivalkam in prebivalcem Slovenije. Se vam ob vsem vašem polaganju vencev, herojem, ki so v času krize premogli pogum in se borili za svoje načela, kdaj oglasi vaša vest? Jo še imate? Jo kdaj slišite? Če jo ne slišite več, ne morete slediti svoji prisegi in opravljati funkcije. Zato čim prej odstopite. Če pa je v vas še kanček vesti in načelnosti, pa boste poiskali pogum in glas, da se jasno in odločno odzovete na zgoraj navedene primere
In v imenu ustave, vladavine prava ter naše skupne blaginje zahtevate predčasne volitve, ki nas edine lahko popeljejo iz te vsak dan globje krize. Ne pozabite Dantejevih besed. Najtemnejši del pekla bo rezerviran za tiste, ki v časih moralne krize ohranjajo nevtralnost. In mi nikakor ne bomo pozabili vaših dejanj in vašega molka. Nikakor in nikoli. Petkove protestnice in protestniki.